Ja, anything but you. In ker se je pokazalo sonce zunaj, sem si jaz seveda mogla poklicati Slovensko vojsko v moj studio. In to so taki sončki, sploh niso tako grozni, kot jih predstavljajo na televiziji. In z mano v studiu sta že vojakinja desetnica Natalija Ducman, dobro jutro. Zdravo. In poddesetnik Marcel Siter, dobro jutro. Pozdravljeni. Ja, zdaj z Marcelom sva si nekako že izkazala zaupanje prejšnji teden, ko sva skupaj letela z helikopterjem. Natalija, mi da bova mogli to dan še malo ustvariti. V redu. In Natalija, najprej boš ti na tapeti. Super. Ja, glej, a sta oba dva iz, čakaj, da jaz prav preberem, 20. lahkega pehotnega bataljona iz vojašnice Franz Rozman Stane Celje. Ja. Tako je. Kaj pomeni, da je lahek bataljon? Da ni težek? Bi rekli temu lahko tak, ne? No, ampak recimo za nas laike, kaj to pomeni? V bistvu lahko je to, da je v bistvu zmanjšana enota, ne? Da je v bistvu to manjši bataljon. Ok, se pravi, da ni tako ogromen, ampak a je naša vojašnica res cela zafilana? Ne še. Ne še. Ne še. Se pravi, še imate malo manevrskega prostora? Ja. Za kakšnega vojaka, ki bi se vam morda priključil? Dobrodošli. Zdaj, prišla sta vidva dejansko v sklopu sejma, lahko rečem kar kariernega sejma v službi domovine. Ja. In Marcel, ti si eden takih, ki si star 25 let, če se ne motim. Res je. In kako si ti sploh prišel do vojske? Ja, moja zgodba se je pa tako začela, da ko sem prek študentskega dela opravljal eno službo, sem prišel domov in sem iskal neko drugo službo in sem videl na Instagramu oglas postani vojak in sem se prijavil, pa sem po pošti, da grem, pa sem šel. In kako je to pol izgledalo, ko prideš v bistvu na, imate kakšne teste? Ja, vse te zdravniške teste narediš, psihološke, pa te pač pošljejo na usposabljanje. Jaz bi na psiholoških verjetno malo padla, ampak v redu. Ampak, a je bilo težko? Ni bilo. Kaj pa Če si recimo pripravljen. fizična pripravljenost? Kaj moraš tam delati? Na zdravniških? Ja? Ja, vse te na kolesu si goniš, preverijo, kako srce imaš, pač kardiolog pa to. In to je to, pa te pač pošlja. Ja. Si mogel pa tudi kakšne sklece narediti, če potem pri ostalem usposabljanju? Na usposabljanju smo kar veliko sklec naredili, ja. Ok, Natalija, ko si ravno tukaj in si deklica, a ne, oziroma ženska, kak je pa pol za ženske, recimo s tako psihofizično pripravljenostjo, imate enake teste kot moški v V vojski? bistvu so enaki testi, ampak samo so, kako bi rekla, prilagojeni glede na spol, ne? V bistvu moški morajo narediti več ponovitev, naprimer pri sklecih, pri trebušnjih, pa ženske imamo mičken manj, pa pri teku, bomo rekli, kakšna minuta pridodana, ne? Dobro. Drugače pa je isto, ne? Fizično in psihično, kondicijske je treba isto narediti, tako da tukaj ni razlika, ne? No, ampak a veš, kaj me je recimo zanimivo, ne? Natalija, ti si že 20 let v Ja. Slovenski vojski, medtem ko Marcel je star 25 let, ne? Če tako pogledava, je kar generacijska razlika tudi. Je. Ampak on je recimo prišel v Slovensko vojsko preko Instagrama. Ja, kako hudiča si pa ti prišla do Slovenske vojske? Ker jaz sem- takrat Instagrama še ni bilo, ne? Ne, ni bilo. Jaz sem pa v bistvu čist tak, jaz sem živela pri družinskih prijateljih tule v Celju, ker sem hodila v bistvu na srednjo gostinsko šolo v Celje in jaz sem se vsak dan, vsako jutro sprehajala mimo vojašnice, ne, v šolo in nazaj, ne. In meni je bilo ful zanimivo, odbojka, košarka, nogomet, pehotna ovira in jaz, ko sem to vsak dan spremljala, ne, in itak po 4 letih nisem vedela, kaj bi šla študirati, nisem želela imeti rutinskega dela in sem v bistvu poslala pri 18 letih prošnjo za Slovensko vojsko, sem bila sprejeta in sem šla noter. Ker meni je v bistvu ful zanimivo tukaj. Imaš dosti športa, imaš v bistvu noben dan ni podoben, mislim, ni isti, ne, tako da zjutraj je telovadba, to je pa najlepše, kar lahko imaš v službi, ne. Ja, v bistvu je tak vajin šiht, po eni strani tudi v bistvu si plačan za to, da skrbiš, da si fit, ne? Ja. Res je. Plačajo ti, da si fit. Tako, res je. Samo izkoristiti moraš, ne. In ko smo že pri izkoriščanju, ne, vojska ni samo biti vojak in biti v prvi bojni postavi in streljanje, ampak imate kar veliko poklicov v vojski. Ja. In koliko teh poklicov recimo boste predstavili tudi zdaj na sejmu v službi domovine? V bistvu bomo kar vse, ne. Bomo spoznali in gorsko enoto, logistično enoto, potem še imamo pehote, itak, ne.
Potem tukaj imamo še specialne enote, vojaško policijo. Kaj pa oni lepi Da. fanti, ko so v čepicah, pa taki lepi v Gardiste. uniformi? Gardiste. Tudi, ja. Ja? Ja, Okej. tudi. Kaj pa kuharje? Bolje to spasol. Ti pa bojo najboljšo pico pečejo, tako da tudi to bomo lahko probali na Spet sejmu. bo Ne? pica. Najboljša Ne. pica. Ja. To je res, da je najboljša, ampak jaz vem, da starejša generacija vojakov vedno pravi, da v vojski so jedli najboljši pasol. Res je, še dan danes to drži. To bi mogli zdaj tudi mladim predstaviti, ne? Ja. Ja, ok, dajmo si zdaj malo odpočiti, malo zadihamo, potem pa gremo, vaj bom kar namučila, ker v službi domovine ni tako lahko biti, sem čula praviti, ne? Tako da, evo, Natalija in Marcel bosta ostala v naši družbi, mi pa samo damo en komad, da se malo razpustimo. No, pa smo nazaj. Slovenska vojska je prišla v studio Radia Fantasy, kajti ta teden, kar 4 dni se predstavljajo na Celjskem sejmu in sicer s projektom, oziroma lahko rečem kariernim sejmom v službi domovine. Z mano sta poddesetnik Marcel Siter, dobro jutro, Dobro jutro. in pa tudi desetnica Natalija Ducman, dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj, obdelali smo že, da med njima je recimo kar generacijska razlika. Marcel je star samo 25 let, medtem ko Natalija je pa že 20 let v Slovenski vojski. In kako sta prišla do službe v Slovenski vojski, je tudi zanimivo, ne? Da Marcel preko Instagrama, Natalija pa, ko se je še kot mlada deklica sprehajala mimo vojašnice v Celju in jo je dejansko navdušilo vse, kar se dogaja v okolici vojašnice. In Natalija, da mi prosim povej, v službi domovine je en tak projekt, kjer lahko dejansko mi navadni smrtniki vidimo, kaj se dogaja v vojski. Predstavljeni bodo skoraj da vsi poklici. Kateri je mogoče pa najbolj zanimiv za obiskovalce? Je najbolj zanimivo bo zunanja dinamika, ne? Kjer bomo v neki, mislim, da je nekje 15 minut trajanja, ne? Kjer bomo v bistvu predstavili in vojaško policijo, v bistvu pol pehotno enoto, ki napada nasprotnika, pol vključil se bo helikopter, policijski pes, garda bo tudi imela svoje minute, tako da za mene bo zunanja dinamika najbolj zanimiva, ne? Pa recimo, kaj pa rokovanje z orožjem, a bo tega tudi dovolj? Tudi, ja. Bojo imeli priložnost prijeti vse tipe orožja, katera imamo v Slovenski vojski, tudi mislim, da imajo možnost za zračno puško, da bojo lahko streljali, ne? Tako da je kar. A letos bo vojaški kino? To pa Ne vesta? ne vemo. Jaz sem lani rekla, vojaški kino je bila super zadeva, sam kokic ni bilo. Ne? Kokice bi še mogli zrihtati, pa bi bilo to. Je pa res, da v bistvu se bo dogajalo v vseh halah, ker je zraven še en projekt oziroma en sejem Sidek. Tega se danes sicer ne bomo dotaknili, ker se bomo bolj posvetili v službi domovine. Zdaj, kot sem rekla, karierni sejem je to za mlade, tisti, ki bi si želeli iti v vojsko. Zdaj, Marcel, koliko časa si že ti v vojski? 4 leta. 4 leta. Ja, In od tega si že bil na eni misiji? 2. Na 2? 2 misijah, ja. In kako to izgleda? Mislim, kak ti je bilo, ko si prišel v vojsko in se potem odločil za misijo? V kolikem času recimo lahko gre mlad vojak na misijo? Ja, kar tako že greš na misijo. Tako greš v enoto, pa če je nekakva misija razpisana, greš kar takoj. Jaz, na primer, sem šel po enem letu v vojske, sem šel na misijo Kam si šel? na Slovaško. Na Slovaško, Jozus. In kako dolgo si pa bil tam? 6 mesecev. Pa ti je bilo mučno? Mislim, domotožje te je kaj dajalo? Ne, zakon. Je bilo aktivno? Ja, Kaj pa hrana? Jaz sem vedno tisti, jaz sem najbolj lačen človek na svetu in mene vedno zanima, kakšna je bila pa kaj hrana gor. jaz sem glede hrane kar zbirčen, tako da sem imel kar včasih probleme s hrano. Kaj to pomeni? Ja, ni bilo glede dobro, no. To niso potem naši vojaki kuhali. Ne, Slovaki, Slovaki, pa Ja. jeda je tam precej sladko. tudi ja. Pa čula sem pravi, da tisto kuro, ko so jo kuhali, ni najbolj dišala. Res je, res je. Tako da jaz bi bila po mojem tudi lačna v vojski. No, ampak recimo, imate pa, ko greste na teren, tiste, kako se reče, SDO. suhi obrok. Kaj je to? Dajte prosim definirati To suhi je v obrok. bistvu taka vrečka, mi pravimo vrečka presenečenja, ne? Ker v bistvu noter imaš vse, od sladkega do slanega, v bistvu noter te lahko pričaka kakšna žitna ploščica, pašteta, tuna, pa imaš pa v bistvu take vrečkice, ki jih v bistvu z vodo zmešaš, ali imaš tudi lahko pasl, Okay. tudi, lahko imaš mlečni riž,
Aha. pol imaš tudi kavo, tudi čaj si lahko skuhaš. V bistvu to je taka vrečka, ki v bistvu z njo naj bi vojak preživel 24 ur. Ok, ampak kaj pa, če ti zmanjka 24 ur, mislim, da si 48 ur, kako se pa pol znajdete vojaki? Ja, v bistvu pa te vsak dan ta enota dopolnjuje s temi stvarmi, ne. Tako da, če si v bistvu 24 ur vune, ti da eno vrečko, v bistvu, ampak zato pa imamo to logistiko, ne, ki te v bistvu dopolnjuje za vsak dan sproti, ne, z vodo, z hrano in z vsemi temi sredstvi, ki jih enota potrebuje, če so zunaj v naravi, ne. In zdaj, ko smo že ravno pri tem, ko ste zunaj v naravi, ne, in logistika, koliko avtomobilov in kakšne imate na voljo, da se vozite z njimi? Helikopter še pustimo 2 sekundi. Ker imate kar bajsaste avtomobile z veliko kolesi in ti bodo tudi predstavljeni. Da, Valok in Patria bosta vsekakor na tem našem kariernem sejmu, Hoškoš tudi. Pa tank, najbolj zanimiva stvar. Ja. Pa se bomo lahko usedli noter? V bistvu pri tanku se boste lahko usedli noter, se boste lahko usedli na njega. Hoškoš, Patria bosta pa izvajala vsak dan vožnje, tako da tisti, ki bo želel, bo tudi lahko ta del sprobal pri nas, ne. Zanimivo, dajte mi še povedati en razlog več, zakaj se splača priti na sejem v službi domovine. Jaz pravim, da ta sejem je dobrodošel vsem, kateri imajo kako vprašanje, ker na tem sejmu si upam trditi, da bodo dobili vse odgovore na vsa vprašanja, ki jih bodo imeli. No, in ko smo že pri vožnji in vozilih, ki jih imate, kaj pa helikopter? Zdaj, midva z Marcelom sva se tam že srečala prejšnji teden. Kako pogosto letite s helikopterjem v Slovenski vojski? V bistvu vožnja je, helikopter pride tu pri nas najbolj upoštev, ko se v bistvu pripravljamo in urimo za misije. Takrat jih tudi vključijo, da se tudi s tem delom spoznamo in vozimo, ne. Ali pa če delaš kak podaljski tečaj, ne. Ok. Koliko helikopterjev imate v Slovenski vojski? Vrste govorim, ker imate enega manjšega, s katerim sem se peljala prvič, potem imate enega srednjega, s katerim sem se peljala zdaj, in potem je še baje en večji. Mislim, da je bil ta največji, ko smo se mi napravila. Celo tako. Ja. Ampak smo imela še dokaj mirno vožnjo, moram reči, ker nazadnje je bil vaš pilot kar precej drzen. Verjamem. Moram pa še povedati samo to, da naši poslušalci se bodo lahko peljali tudi s helikopterjem v naši nagradni igri in sicer o tem bomo tudi majčkeno kasneje, se pa lahko seveda prijavite, boste pa leteli, mislim, da naslednji teden, glede na vreme. Ja. Tako. Kaj še moramo povedati? Jaz sem zdaj s helikopterjem me zgubiš pol, veš. To je tako, pri meni naredi blackout, ker helikopter je bil super izkušnja. Aha, preleti bodo tudi čez Celje v vse 4 dni, če se ne motim, od torka do petka. 2-krat na dan, ampak je spet vse odvisno od vremena, ker ti so vključeni v zunanjo dinamiko, ki bo. Ok, se pravi, če bo lepo vreme, dragi poslušalci, ne skrbeti, to bo zgolj in samo vaja. Preletavanje, se pravi 2-krat na dan se bo preletavalo, točne ure vam bomo tudi sporočili tukaj na Radio Fantasy. Vama pa seveda najlepša hvala, da sta se odločila, sicer nista daleč, ne sta kar blizu, a še boste prišla kdaj? Seveda. In če vaju kdaj... Trima smo zdaj prenesla, ne? In če vaju kdaj zamika menjava kariere, sta kar v redu se danes izkazala. Jaz mislim, da se bom kar držala vojske. Enako. Hvala vam za obisk, mi pa se vidimo seveda na kariernem sejmu v službi domovine, od jutri pa vse do petka dalje.